Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes odgovarjam na vprašanje mame, zaskrbljene mame, ki sprašuje, kaj naj naredi, njen 10-letni otrok še vedno muči posteljo. Knjiga, ko imaš, ne moja knjiga, ko imaš življenje žur, ampak življenje je tvoje, Louise Hay. Tukaj noter na strani 170 lahko preberete mučenje postelje, vzrok, strah pred starši, zlasti pred očetom. In lahko si ponavljate pozitivno afirmacijo, ta otrok je ljubljen in razumljen, vse je dobro. Lahko si ponavljate afirmacijo, pa dvomim, da bo pomagala ta afirmacija za vašega otroka, če muči posteljo, ampak problem je v strahu pred avtoriteto. No, naj vam povem, da sem tudi sama mučila posteljo dolgo časa, in ni bilo to povezano s strahom pred očetom, ampak pred avtoriteto. In avtoriteta v moji družini je mama. Tako da v glavnem, jaz se spomnim, vem, da sem vam že govorila o tem, moja ta srednja hčerka je imela v 2. razredu, 3. razredu, pač je ogromno manjkala v šoli in je ves čas pokašljevala in sem šla gledati prav to knjigo Življenje je tvoje, kaj pomeni bronhitis, kašljanje in tako naprej, in je tudi strah pred avtoriteto. In jaz sem se čisto zasekirala in sem rekla, kako sem pa jaz slaba mama, pejte otrok meni na kolena. A veste, tako, pač nočem biti slaba mama. Ampak ta gospa, katere sin še vedno muči posteljo, pravi, da sina, oče, se pravi njen mož, zaničuje in govori, da je dojenček, da bo imel plenice še potem, ko bo velik in tako naprej. Ja, in tukaj je problem. Oče dodaja vrednost sinu oziroma moška energija v družini vpliva na samozavest sina. Ker vemo, da določene družine so take, da je lahko ženska bolj v moški energiji in z otroki igra fuzbal in je tista, ki je pobudnik, in je mogoče oče v bolj nežni, tej materinski energiji in ljubeč do otrok. In je v redu, pač je ravnovesje, ne? Tukaj gre se za ravnovesje. Tam, kjer je pa ta agresivna moška energija in otrok, ki odrašča ob strupeni energiji enega od staršev, se pravi tistega, ki je v moški energiji, lahko doživi travmo, ki jo dolgo časa potem zdravi. No, in zdaj kako narediti pri otroku, ali pa oziroma kako zdaj spremeniti partnerja, ne? Ker v bistvu v tem primeru, če otrok pač muči posteljo, je problem v agresivnem partnerju. To pa ni tako enostavno, ne? Eno stvar, v kar jaz verjamem, je sigurno to, da mi kot duše si izberemo starše. In glede na to, da določene duše smo se izbrale bolj težko otroštvo, kjer nam ni bilo z rožcami poslano, kjer smo odraščali o prepirih in tako naprej, se pravi, mi smo to izbrali kot karmično lekcijo, da bomo to počistili v tem življenju. In seveda kot duša rabimo tako izkušnjo, da nekdo stopi na nas z namenom, da bomo zgradili svojo vrednost in da bomo enkrat rekli dovolj. Se pravi, tudi ta sin, ki se je izbral tega tiranskega očeta, si je izbral to lekcijo. Zdaj mi pade na pamet ena zgodba enega gospoda, ki predeluje svojo karmično lekcijo s svojim očetom. In ta oče, to je podjetje, v podjetju je sin zaposlen, oče je ustanovil podjetje in zdaj oče je že v penziji, ampak se do tega sina obnaša kot do majhnega otroka in takrat, ko grejo stvari narobe, se dejansko dere na njega kot takrat, ko je imel 5 let. Dejansko se nič ne spremenil. In on še vedno kosilo je doma in sta z mamo nekako enem paktu in začaran krog. Kako ven iz teh karmičnih lekcij? Kaj lahko mama naredi v tem primeru, če vidi, da ima njen sin karmično lekcijo z očetom? In prepričana sem, da tudi ta mama ima karmično lekcijo s tem tiranskim možem ali pa partnerjem. V glavnem, ena stvar je,
da moramo pri sebi počistiti strah pred tem, da se postavim za sebe. In druga stvar, strah me je postaviti se za pravico. Ker glejte, jaz sem bila vzgajena na ta način, da ženska se mora strinjati z možem in da moški je glava družine in da on ima prav in da ženska mora podpreti moškega. Ja, če se strinja, da ima prav. Ko pa meni, da nima prav in v tem primeru, če ga oče sina zaničuje, se mora mama postaviti na stran sina in reči dovolj. Tega se pa ne gremo. Druga zadeva pa, kar ona lahko naredi. Za mladoletnega sina ona lahko moli zdravilno molitev dekodiranja. To boste najdeli v knjigi, ko imajo čakre žur na strani 320, nekaj takega, 216, nekaj takega. V glavnem, kako izvajamo zdravilno molitev dekodiranja za drugo osebo. Za mladoletne otroke absolutno mama lahko moli zdravilno molitev dekodiranja. Vam bom povedala točno, kako s pomočjo zdravil počistimo, da stano energijo v maternici. Ja, tudi to. Očitno je to tudi pomembna informacija. Ta ženska ima s tem moškim sigurno karmično vez in da jo je večkrat poniževal, jo dajal v nič, jo ni spoštoval. Se pravi, prvo stvar mora njegove kode počistiti v svoji maternici. In to je na strani 202 v knjigi, ko imajo duše žur. Potem pa za drugo osebo je pa na strani 233. Se pravi, kot mama lahko izvajam zdravilno molitev dekodiranja za svoje otroke, če so mladoletni, oziroma za polnoletne otroke, če mi dajo dovoljenje. Sicer začneš vedno molitev na ta način, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se zgodi to čiščenje. Se pravi, ti ne daješ svoje volje noter in ne vplivaš svojo voljo, da tako mora biti, ampak dejansko prosiš, če je v bistvu najvišje dobro te duše tvojega otroka, očeta in tako naprej, naj se energije sčistijo. Zdaj, če jaz pomislim, da bi jaz imela otroka, ki bi močil posteljo in nikakor ne bi iz tega ven znal priti, kaj bi jaz naredila? Jaz bi prvo stvar mojega partnerja, moža, ustavila, da bi nehal otroka dajati v nič. To je prva zadeva. Prvo bi to naredila in bi se postavila kot ščit med otrokom in očetom. Zato, da ima otrok varno polje, kjer lahko počisti, kjer lahko raste, kjer se lahko razvija. Drugo, bi pa kot mama svojo materinsko ljubeznijo pač izvajala zdravilno molitev dekodiranja za otroka in bi poskusila najti vzrok, zakaj moj otrok moči posteljo. Se pravi, kakšen strah je doživel ali ob rojstvu, ali takoj po rojstvu, ali mogoče kakšen pretres doživel in zaradi tega ima neko kodo strahu v sebi in zaradi tega pač moči posteljo. Pač vzrok bi najdla. In ko bi to najdla, bi dejansko šla to počistiti na čustveni ravni in je to. Pač vemo, da zdravila ne pomagajo, vemo, da nič ne pomaga, ampak pomaga dejansko molitev. Molitev zato, ker spreminja frekvenco, zato, ker vpliva na to, da se polje, moje polje, ko molim za sebe ali pa za druge, moje polje energije se spremeni, ampak s tem poljem energije vplivam tudi na druge osebe, sploh na te najbližje, ki so v moji družini. Pač tako grejo te zadeve. No, tudi v tej knjigi, ko imajo duše žur, lahko preberete o tem, kako molitev spreminja frekvenco možganov in da dejansko, ko začnemo moliti, tudi neke obrazce, vse je v redu, se najprej dejavnost možganov močno poveča, potem se pa zmanjša ta dejavnost možganov in pridemo do 4 herce, zdaj ne me držati za besedo, 4 herce, kjer je v bistvu od 3 do 4 herce, kar je vibracija možganov novorojenčka. In v bistvu je to, postanite kakor otroci in vaše bo nebeško kraljestvo. Dobesedno na ta način grejo stvari.
Veste, veliko ljudi mi reče, jaz ne znam meditirati. Ampak za moje pojme je meditacija pa molitev eno in isto. In ne verjamem v to, da je možno, da izpraznimo svoj ampak da dejansko je naš naše orodje in da jaz to srčno energijo, ki jo dajam, in z usmerjeno energijo, ko s pomočjo možganov ponavljam neke molitve, ustvarjam frekvenco, polje energije. In dejansko to polje energije je lahko zdravilno. In je zdravilno, verjemite mi. Tako da res sem prepričana, da imamo sploh mi starši na svoje otroke tako neverjeten vpliv, ker so del nas. In naslednja stvar, vse, kar jaz pri sebi kot mama počistim, hkrati vplivam na moje otroke, ker moji otroci, jaz imam 3 hčerke, so 50% je mojih živih celic. Se pravi, da vse, kar jaz pri sebi počistim, hkrati čistim tudi pri mojih otrocih in hkrati s tem njim ne bo potrebno predelovati teh težkih lekcij, kar sem jih jaz predelovala. Tako da recimo zanimivo je, da zdaj ta mala hčerka predeluje spomini zadnjega življenja, njenega zadnjega življenja, ko je bila črnka v času tam okrog 1965, ko je bila zaničevana, posiljena in na koncu se je zapila, naredila samomor in tako naprej. V glavnem, tako kar zanimivo ima za predelati in sem toliko ponosna na njo. Stara je 19 let in je že toliko počistila. Glejte, nekateri rabijo ne eno življenje, nekaj življenj za to, da to počistijo. Dejansko dela neverjetne premike in ravno tako ta srednja hčerka ogromne premike. Recimo ta velika hčerka, ko bo sama prišla do zaključka, da rabi mojo pomoč, mi bo že povedala in ji bom pomagala. Ampak ta trenutek me ne prosi, živi čisto zadovoljno življenje, tako kot živi, in to je največ, kar je lahko. In če bo prišla v neke vode, ki ne bojo toliko zadovoljne, in če me bo prosila za pomoč, ji bom z veseljem pomagala. Se pravi, za svoje mladoletne otroke lahko še vse naredimo, za svoje polnoletne otroke pa čakamo na njihovo dovoljenje, in ko oni dajo dovoljenje za pomoč, takrat je čas za ukrepanje. In ne glede na to, koliko so stari, če so vaši polnoletni otroci stari 20 let ali pa 40, če vam dajo dovoljenje za pomoč, dajte jim pomagati. Ker, veste, se za koga pa boš, če ne za svoje otroke. Ne pa, da jim vsiljujemo svoje rešitve. In res verjamem, da moč ljubezni, ker sploh materinska ljubezen, je to nekaj največ, kar lahko, kar je na tem svetu, tudi očetova ljubezen, ampak mama nosi 9 mesecev otroka pod srcem, mama ga rodi in je to prav posebna vest. Tako da, ne glede na to, ali imate sinove, imate hčerke, dajte to energijo ljubezni najprej v svojo družino in boste videli, marsikaj se bo spremenil. Tako da, ja, a naključno odprem tole knjigo, ko imajo duše žur, pri nadangel Ariel, afirmacijah nadangelu Arielu. Nadangel Ariel, prosim, naseli se v moji glavi in usmerjaj tok mojih misli, da bom vedno in povsod lahko razmišljala pozitivno. No, pa ne bo to afirmacija. Naj vam angeli pomagajo, da boste vedno in povsod lahko razmišljali pozitivno, in takrat, ko ne morete razmišljati pozitivno, prosite za vodstvo, da vam pride ta prava knjiga, ta pravo sporočilo, ta prava objava pod roko v pogled in da vas napolni nova energija, ker res verjamemo to, da naša vibracija ustvarja naš svet. Res sem prepričana v to. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem zalivajte svojo družino z ljubeznijo.